Dobrodošli in pozdravljeni v Ustvarjalnih minutah. Sem Marjeta in bom danes spet ustvarjala skupaj z vami. Kako ste kaj? Se že kaj pripravljate za pusta hrusta? Tudi jaz se. Poglejte si, danes me nihče ne bo prepoznal. Ali veste, kaj sem naredila? Izdelala sem brke. Pa nikomur povedati, zato da nihče ne bo vedel, kdo sem. Pa poglejte, kakšne brke danes imam. Ali je mogoče, da me kdo prepozna? Jaz tudi mislim, da ne. Poglejmo si, na kakšen način in kako bomo tele brke tudi izdelali sami. Ali veste, kaj se potrebujemo? Samo malo pa vam povem. Za samo izdelavo bomo potrebovali. Napisala sem si cel lep seznam. Poglejte si. Potrebovali bomo malce trši papir, lepenko, mogoče lahko tudi celo kakšen karton. Zato, da bojo močno in trdo stali, da ne bodo kar tako plapolali v vetru, a ne? Kajti naši dedkovi brki so pravi, kaj ne? Tako, potrebovali bomo tudi barvice in flomastre. Ravno tako bomo potrebovali škarjice, poglejte si jih, imam že pripravljene, in pa seveda lepilni trak ter pa slamico. Namesto slamice lahko za brke uporabimo tudi nožke plastične, ki smo jih dobili pri jedilnem priboru, tistem za enkratno uporabo. Poglejte si. Meni so taki luštni ravno zaradi tega, ker imajo močno držalo in lažje stojijo kakšne bolj težke zadeve, kaj ne? No, in tako, sedaj najboljše, da kar začnemo. Kje bomo začeli? Seveda, narisali jih bomo. Začeli bomo tako, da bomo vzeli črn papir oziroma bomo vzeli debel karton ter jih zarisali. S svojim črnim flomastrom bom jaz na list papirja narisala brke, nato pa bomo nadaljevali postopek. Najprej za začetek bomo narisali tako. Poglejte, tukaj je luknjica in veste zakaj? Zato, da boste tja postavili svoj nos. Sedaj pa takole narišemo debele in močne brke. Takole, poglejte si, tale moj flomaster ima rahle težave, zato bom jaz vzela malce debelejšega, se bo lažje videlo. Tako, narišemo jih močno, kolikor je mogoče, košate. Takoj zatem narišemo še usta. Usta umestimo vmes med brke, narišemo tako spodnjo kot zgornjo ustnico, takole, ter seveda kakšen zob, seveda. Tako, več kot jih bo, bolj bo zabaven. Ravno tako po tistem pa lahko narišemo puhasto brado ali pa recimo tako zelo skuštrano. Jaz bom izdelala eno tako puhasto danes. Takole, tako, poglejte, narišemo tako brado in vmes zarišemo še veliko kupčkov in vse to seveda sedaj izstrižemo. Jaz sem si eno že izstrigla, ravno zaradi tega, da bomo ta postopek malce hitreje izvedli. Vi pa seveda, otroci, previdno s škarjami. Škarjice so ostre, lahko se kdaj tudi kaj zgodi. Zato takrat, kadar pridete do težav, prosite svoje starše. Vedno vam bodo pomagali. Kaj ne, starši? Sedaj pa poglejmo, kako se sledi naprej. Tako, jaz sem si brado eno že izstrigla. Ali jo vidimo? Naredila sem skuštrano z velikimi brki ter velikimi zobmi. Sedaj pa jo bomo seveda še pobarvali, kaj ne? Ja, barve lahko porabimo katerekoli, tiste ta najbolj pisane ali pa recimo izdelamo kar zeleno modro brado. Vse je mogoče. Najprej poglejmo, katere barve bom porabila danes jaz. Jaz jo bom pobarvala, mogoče bi bila lahko rumena. Pa dajmo, naredimo rumeno brado. Porabila bom flomastre, da bo pisana in močna. Moja brada bo rumena. In veste kaj?
na moji rumeni bradi se bodo zobki zelo lepo svetili ven iz ust. Poglejte si, kako si jo bom pobarvala. Nihče me ne bo prepoznal, se že veselim, kako se bom skrila za njo. Mogoče pa lahko takšno brado opremite tudi svojega očeta, da boste videli, kakšen bi bil, če bi imel brado. Tako pobarvamo še usta. Jaz bom z rdečo barvo pobarvala vse okoli zob in veste, kaj se s tem zgodi? Zobje postanejo zelo beli. Ali jih vidite? Sploh ni treba barvati belih stvari, da se pokažejo kot bele. Tako. Moja brada je že skoraj pobarvana. Sedaj pa, zato da nam Mije ne bo treba stalno držati pod nos, zadaj obrnemo krog, no? In zadaj, vidite, tukaj nalepim še eno držalo. Držalo nalepim z močnim selotejpom. Zato bomo tegale postavili tako, uporabili košček selotejpa močnega ali pa uporabimo več kot 2-3 koščke, zato da res mu dobro stoji. Tako, le kje je moj košček? Aha, ga že imam. Včasih se nam te koščki rahlo skrijejo, ampak nič obupati. Mamice in očetje jih bodo iskali ravno toliko časa kot vi, ker sami jih poiščite. Poglejte, takole imamo ga, ter z njim prilepimo naš nožek. Te nožki bodo zelo uporabni za takšna držala. Tako, prilepili smo ga in voilà, brada naša je pripravljena. Sedaj pa kar hitro v akcijo, prestrašite vsakega, ki pride mimo in mogoče izdelajte še kakšne drugačne vrste brado. To je v vaših rokah. Lep dan vam želim še naprej in se vidimo spet prihodnjič. Čau, čau!